Evo, takole, da vam malo iz ozadja pokažem, kako izgleda prenovljeni spletni tečaj. Pa ne gre toliko za tale spletni edukator, torej gre za, tukaj vam kažem zdaj drugi modul, ki je posvečen temu, da v bistvu našo strukturo, ki smo jo v prvem modulu majčkeno bolj razširili že v storyboard, namreč začnemo z uvodnim brezplačnim spletnim tečajem na temo strukture. Potem pa v prvem modulu v samem programu spletni edukator potem to strukturo razširimo, to se pravi v storyboard, to se pravi v to zadevo, to se pravi, da spišemo zadeve in tukaj se potem pa lotimo te vizualizacije, torej v naslednjem modulu. In tale modul je majčkeno bolj obširen v smislu kar nekaj takih, bom rekla, malih detaljnih informacij in te zadeve. Je tudi precej akcija, ni pa ta akcija še to, bom rekla, taka tehnično zahtevna, je zelo taka še zmeraj dosti kreativna, tako da v bistvu tukaj vas predvsem pripravim na to zadevo, da v bistvu vse pripravite za to potem, da snemanje steče gladko in čim hitreje. In kot lahko vidite, tukaj vam v tem modulu tudi podarim oziroma sta za dodatek dve predlogi. Ena predloga je PowerPoint. Za tiste, ki uporabljate PowerPoint, vam dam že pripravljeno predlogo, tako da v bistvu lahko, to zraven tak predlogo, ki že temelji na vseh, bom rekla, detajlih oziroma na vseh zakonitostih spletnega poučevanja, da so gor res tiste zadeve na tak način pripravljene, kot je primerno za ekran. In pa druga predloga, ki je pa zdaj ne vidite, ker mi je en delček včeraj spalil, ker še nisem mogla posneti, ker so v stavbi začeli vrtati, pač se zgodi tudi to. Skratka, druga predloga je pa Canva, tako da tukaj bo tudi majčkeno tokrat bo majčkeno več poudarka na Canvi, ker v končni fazi 5 let nazaj je tudi Canva bila še majčkeno bolj v povojih, zdaj je pa to, bom rekla, razširjena, da pravzaprav je skoraj boljša varianta kot pa PowerPoint. Kar bi vam pa zdaj tukaj rada povedala, pa predvsem iz tega, bom rekla, tehničnega vidika, tukaj lahko vidite pri meni, v bistvu tole izgleda, kot da je tole enourno predavanje, to se pravi, da je to, tako izgleda, kot da sem posnela 1 uro predavanja, ampak v resnici to ni predavanje, to je tista ključna zadeva, ki jo res želim poudariti, da spletni tečaji niso predavanje, ampak so, bom rekla, sestavljeni iz večjih manjših kosov, kar pa ne pomeni, da bom šla zdaj, da sem jaz tole zdaj v enem kosu posnela, pa bom zdaj sam razrezala, ampak je v ozadju zelo podrobno načrtovan proces. In torej, če mi pogledamo v ozadje tegale predavanja oziroma tega, kar na prvi pogled izgleda kot neko predavanje, boste videli, da imam tukaj zelo natančno napisano, torej, kaj je katera vsebina, kaj bo kakšna vsebina pokrivala, v kakšnem stilu bo to posneto, kaj moram na tiste slajde dati, kjer bojo pač slajdi. Skratka, gremo zelo, bom rekla, v en tak proces, ki temelji seveda na tem, kako na teh, bom rekla, teh značilnostih oziroma zakonitostih spletnega poučevanja, tako da v bistvu potem vse tisto, kar je poanta tukaj, je to, da v bistvu celotno zadevo delamo v enem orodju. Tudi tukaj, ko vidite tele zelene znakce, to vse v bistvu potem posnamemo v tem istem orodju, tako da v bistvu celotna zadeva zelo enostavna, je pa res, da je v ozadju pač proces, kako sploh pridemo od tega, od strukture, do potem tega, kakšno vizualizacijo bomo uporabljali, do tega, kaj mora na vizualizacija, kako mora izgledati in kako v bistvu potem to vse skupaj lepo zložiti, da so zadeve enostavne. Tako da zadeve so simpel, seveda vzamejo nekaj časa, vendar pa s procesom, skozi katerega vas zelo natančno peljem v prav tem drugem modulu, imate praktično že večino stvari narejenih in je tudi izgradnja spletnih tečajev dosti hitrejša in dosti enostavnejša.